Premirje je bilo podaljšano, medtem ko Združene države tiho nastavljajo past za Iran. In kako sta izginotje in nepojasnjene smrti 11 ameriških jedrskih in letalsko-vesoljskih znanstvenikov povezana z vojno v Iranu? Ostanite z mano tukaj v oddaji Straight Up. Tako je predsednik Trump včeraj podaljšal premirje za nedoločen čas, brez datuma izteka, dokler iransko vodstvo ne predstavi tistega, kar je poimenoval enoten predlog Združenim državam. Trump je opisal globoke notranje razkole znotraj iranske vlade, ki so Teheranu preprečili oblikovanje usklajenega pogajalskega stališča. Prav tako je omenil neposredno prošnjo pakistanskega vodstva, ki je pozvalo Washington, naj odloži kakršnokoli vojaško akcijo, dokler Iran ne utrdi svojega stališča. Trump je dodal, da bodo ameriške sile ohranile obleganje, ostale popolnoma razporejene in pripravljene v vseh pogledih, vendar ne bodo odprle ognja, dokler Iran ne predloži svojega predloga in se razprave ne zaključijo na takšen ali drugačen način. Prva reakcija Teherana na to je bila, nekoliko čudna. Mediji so jo celo opisali kot podcenjujočo. Svetovalec iranskega uradnika Mohameda Halibafa je dejal, da podaljšanje premirja nima smisla, saj naj bi šlo zgolj za poskus Washingtona, da si pridobi čas za presenetljiv napad. Po njegovih besedah ima zdaj pobudo Iran. Medijska poročila še naprej objavljajo novice, ker pač morajo. Ni jim mar za resnico. Na vsak način vas morajo obdržati zainteresirane. Tako je v tem trenutku situacija nestanovitna, negotova in potencialno nevarna. Premirje je podaljšano, vendar so pogajanja zastala, ker je Iran razdeljen. Združene države vztrajajo na svojem položaju in čakajo, da Teheran uskladi svoje sporočilo. To je zgodba, ki zdaj vodi svetovno agendo in bo oblikovala vse, o čemer bomo tukaj razpravljali. O tem sem govoril že, ko se je premirje začelo pred 2 tednoma. Je torej to dobro ali slabo? Je to zmaga ali nazadovanje? Znak šibkosti ali strateški premor? Le čas bo pokazal. Kasneje sem dodal, da bomo na koncu vedeli, kam stvari peljejo. Zdaj smo prišli do te točke in vidimo, da se stvari razvijajo. In se vrnemo k drugemu vprašanju. Smo se kaj naučili iz poskusov pogajanj s temi zavajajočimi zlobneži, ali pa si še naprej lažemo, da bodo želeli mirno rešitev? Ali si prizadevamo za pravo rešitev? Trumpova odločitev ga po eni strani ne zavezuje, da bi ponovno začel z bojevanjem, po drugi strani pa pritiska na Iran in hkrati vso odgovornost prelaga nanje. Iran ima trenutno 3 glavne možnosti. Da sprejme pogajalske zahteve, ki jih je postavil predsednik, ali pa se vrne za pogajalsko mizo s pripravljenostjo na kompromis. Da izzove Združene države bodisi s preventivnim napadom ali s poskusom preboja pomorske blokade v ožini, kar bo na koncu pripeljalo do vojne. Ali pa nazadnje, da ekonomsko in socialno propade, kar bi trajalo nekaj časa. Bistvo je naslednje. Združene države uporabljajo proti Iranu isto logiko, ki jo je Iran uporabljal leta, in sicer dolgotrajno izčrpavalno vojno, podprto z gospodarskim pritiskom. To je točno tisto, kar je bilo Izraelu preprečeno narediti v Gazi zaradi humanitarnih razlogov in skrbi za civiliste. Združene države zdaj to neposredno uporabljajo proti Iranu. Bo to na koncu rešilo situacijo? Le čas bo pokazal. To je dolgoročen proces, ki prinaša tudi stroške za svetovno gospodarstvo. A za zdaj je to ameriška strategija, poskus, da bi obrnili iransko doktrino proti njim samim. Ta poteza ni le podaljšanje premirja, je strateško preoblikovanje celotnega spopada. S tem, ko je premirje podaljšal za nedoločen čas, se Donald Trump izogne temu, da bi bil potegnjen v takojšnjo vojno, nad katero politično ali diplomatsko nima nadzora. Obleganje, sankcije in vojaška drža ostajajo nespremenjeni. Iran čuti pritisk, ne da bi ZDA izstrelile en sam strel. Washington lahko zdaj reče, čakamo. Vi ste tisti, Iran, vi ste tisti, ki se ne morete zbrati. Iran je torej zdaj na potezi, v bistvu pravijo, vi ste izumili to igro, zdaj jo igrajte še z druge strani. To je klasična poteza strateškega juda, pri kateri se kot glavni vzvod uporabi nasprotnikova notranja šibkost. Ameriška poteza pa ne obstaja v vakuumu. V trenutku, ko se premaknemo iz neposrednega spopada v dolgo vojno gospodarskega izčrpavanja, vsak drug regionalni in globalni igralec ponovno prilagodi svojo strategijo, še posebej tisti, ki so tiho manevrirali v ozadju.
Prejšnji teden sem govoril o nenadni vpletenosti Pakistana v pogajanja in rekel sem, da to ni bilo naključno. Pakistan je ena najbližjih zaveznic Kitajske. Je popoln kanal za Peking, da deluje tiho in neopazno, brez da bi stopil v središče pozornosti. V zadnjem desetletju je Kitajska vložila stotine milijard dolarjev na Bližnji vzhod, v beton, jeklo, optične kable in napredno tehnologijo. Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Irak, Iran, vsi so postali del kitajske gospodarske arhitekture. Samo Savdska Arabija Kitajski dobavlja približno 20% nafte in plina. Iran, Irak in Katar zapolnijo preostanek. In pri energiji se ne ustavi. Kot je ta teden zapisal en izraelski strokovnjak za Bližnji vzhod, Edith Barat, Kitajska močno vlaga v digitalno infrastrukturo, pametna mesta, umetno inteligenco in oblačne sisteme. Ne samo za zaslužek, ampak za vzpostavitev dolgoročne tehnološke prisotnosti in da postane vzor, po katerem se zgledujejo države v regiji. In po njenih besedah je strategija Pekinga briljantna v svoji preprostosti. Ohranja dobre odnose z vsemi, Savdsko Arabijo, Iranom, Združenimi arabskimi emirati in celo Izraelom. Predstavlja se kot nevtralen posrednik. Izogiba se neposrednim konfrontacijam. In, ko mora delovati tiho, uporabi partnerje, kot je Pakistan, da opravijo glavnino dela. Hkrati je Kitajska izkoristila zmanjšano ameriško prisotnost v regiji, da je poglobila svoj vpliv, vendar brez poskusa, da bi ZDA vojaško nadomestila. Peking si želi stabilnosti, nemotenega dostopa do energije in širšega globalnega vpliva. To je vsa poanta. Tako Kitajska gradi svoje cesarstvo. In to, doda Edith Bar, nas pripelje do vprašanja, s katerim se mora Izrael soočiti. Kje se mi uvrščamo na tem novem zemljevidu? Ali pozdravljamo kitajske naložbe v našo infrastrukturo, v pristanišča, železnice, tehnologijo, ali pa stopimo korak nazaj in se vprašamo, kakšno odvisnost ustvarjamo od vzhajajoče vzhodne velesile? Ker ko se Bližnji vzhod spreminja in ko Kitajska tiho širi svoj vpliv, bo moral Izrael odločiti ne le, kdo so njegovi zavezniki, ampak tudi, koga bo spustil v svoje temelje. Tako je v nekem smislu vse to del svetovne vojne 21. stoletja. Vodi se po sodobnih pravilih in ne tako, kot se spominjamo svetovnih vojn 20. stoletja. In pravzaprav se vodi že kar nekaj časa. Obstaja pomembna razlika med položajem, ki ga ima Izrael v vojni z Iranom, in položajem z nasprotniki vzdolž naših neposrednih meja v Gazi in Libanonu. Z Iranom je bil cilj Izraela razgraditi zmogljivosti, ki so nam predstavljale eksistenčno grožnjo. Iran je zasledoval regionalne in celo globalne ambicije, vključno s strateškim sodelovanjem s Kitajsko in Rusijo. Te ambicije in ta partnerstva so ogrožala tudi interese Združenih držav Amerike, zato so imele Združene države svoje razloge za ukrepanje. V določenem smislu je bila ameriška potreba podobna izraelski potrebi po soočanju z grožnjo vzdolž naših meja s Hamasom in Hezbolahom. Meje globalne velesile, kot so Združene države Amerike, so prav to, globalne. Iran je bil za Združene države to, kar sta Hamas in Hezbolah za Izrael. Posredniška sila v rokah nasprotnika. Poleg vojaške nevarnosti, ki jo je predstavljal Iran, je njegovo sodelovanje s Kitajsko ustvarilo tveganje gospodarske prevlade nad prihodnim svetovnim gospodarstvom. In tukaj so Združene države vodile sodoben boj svetovnih razsežnosti, zagotavljale vojaško in gospodarsko premoč, ne da bi bile potegnjene v neposreden vojaški spopad z globalnimi silami, zlasti s Kitajsko. V tem kontekstu so izraelski interesi usklajeni z interesi njegove zaveznice. Trenutno Združene države poskušajo zaključiti trenutno situacijo z doseganjem svojih ciljev, ki jim zagotavljajo dolgoročno gospodarsko prednost na ključnih področjih prihodnosti. In to sta razvoj umetne inteligence in nadzor nad energetskimi ter mineralnimi viri, ki so potrebni za tehnološko in industrijsko vodstvo na področju umetne inteligence. In kar je še pomembneje, ne le preprečiti, da bi ti viri prišli v roke Kitajski, temveč tudi zagotoviti, da Kitajska postane odvisna od ameriške dobre volje. Ko Združene države dosežejo te cilje, je njihova vojna v strateškem smislu zaključena. In Izrael ima pri tem dejansko svojo vlogo. In sicer, da pomaga Združenim državam doseči ta cilj, tako da se izogne nepotrebnim trenjem, ki bi Iranu lahko dala izgovore ali možnost, da se umakne od popuščanj ali pritiska, ki se izvaja nanj. Ko bodo ti ameriški cilji doseženi, se bo Izrael lahko vrnil k dokončanju razgradnje terorističnih organizacij, ki delujejo pod iranskim vodstvom in se nahajajo ob naših mejah.
Zato niti za trenutek ne mislite, da Kitajska sedi križem rok. Dolga leta je močno vlagala v zahodne in svetovne gospodarstva, da bi pridobila vpliv. Toda jedrske velesile se ne morejo neposredno spopasti. Ko to razumeš in ko razumeš, da je to bistvo svetovne vojne, ki se vodi, potem razumeš tudi zakaj. Kitajska je toliko vložila v kognitivno oziroma propagandno vojno, ki jo vodi, uporablja družbena omrežja za manipulacijo ljudi na Zahodu, še posebej v Združenih državah, da nasprotujejo vojni in sodelovanju evropskih zaveznikov z Združenimi državami ter poskušajo omejiti Izrael. In ko to razumeš, začneš opažati možno povezavo z drugimi zgodbami. Naprimer, zgodba, ki se trenutno odvija v Združenih državah, zdaj šele dobiva pozornost, ki si jo zasluži, in se na zelo resničen način povezuje s tiho vojno, ki jo Izrael vodi že desetletja. V Washingtonu FBI, Ministrstvo za energijo in Bela hiša izvajajo tako imenovani celovit pregled v zvezi z vrsto skrivnostnih smrti in izginotjem, v katere je vpletenih najmanj 11 ameriških znanstvenikov. To niso naključni primeri. To so raziskovalci z visokimi varnostnimi dovoljenji, ljudje, ki delajo na področju jedrske energije, letalstva in vesoljskih tehnologij, raketne tehnologije in naprednih obrambnih sistemov. Nekateri so bili povezani z NASA-ovim laboratorijem za reaktivni pogon, drugi z Los Alamosom, rojstnim krajem atomske bombe. To je zaskrbljujoč vzorec. Zakonodajalci v Združenih državah so izrazili zaskrbljenost, da bi ti incidenti lahko bili povezani s tujimi nasprotniki. Zvezni preiskovalci so, kot možne države, ki stojijo za tem, navedli Kitajsko, Rusijo, Iran in Severno Korejo, ki imajo dolgo zgodovino usmerjanja proti ameriškim znanstvenim strokovnjakom. Nekdanji uradniki FBI so javno povedali, da so tuje obveščevalne službe v preteklosti ugrabljale, izsiljevale, mučile in celo ubijale znanstvenike, da bi iz njih izvlekle skrivnosti. In podrobnosti v teh primerih, znanstveniki, ki izginejo brez svojih telefonov, očal ali osebnih predmetov, se ujemajo z znanimi obveščevalnimi metodami. Zakaj je to pomembno za nas? V Izraelu so varnostne službe nedavno preprečile več odmevnih atentatov, ki so bili usmerjeni proti jedrskim znanstvenikom, visokim politikom in izraelskim diplomatom. Po podatkih Shin Beta, izraelske varnostne agencije, je prišlo do 400-odstotnega porasta poskusov vohunjenja in novačenja za teroristične dejavnosti, ki jih usmerja Iran v Izraelu. Izrael se že več kot 20 let bori eno različico te vojne, globoko znotraj Irana. Medtem ko se je svet osredotočal na pogajanja in naslove v medijih, je Izrael vodil tiho in nepopustljivo kampanjo za upočasnitev, motenje in razkrivanje iranskih jedrskih ambicij. Kampanja, ki je obsegala kibernetske operacije, sabotaže in odstranitev ključnih oseb v iranskem jedrskem programu, posameznikov, ki jih zahodne obveščevalne službe opisujejo kot nenadomestljive. In na to je sledila ena najbolj drznih operacij v sodobni zgodovini obveščevalnih služb. Januarja 2018 so agenti Mossada vdrli v skrivno skladišče v Teheranu. 20 operativcev 7 ur znotraj stavbe so pregledovali pol tone zaupnih jedrskih dokumentov, ki so jih odnesli iz središča iranske prestolnice. 50.000 strani, 163 CD-jev. Celoten arhiv projekta Ahmad, ki je bil skrivni iranski program jedrskega orožja. Ti dokumenti dokazujejo, da je Iran delal na miniaturizaciji bojnih glav in jedrskih testiranjih. In ko je Izrael razkril arhiv, je to pomagalo prepričati Združene države, da Iran zavaja svet. Torej, ko danes gledamo, kaj se dogaja v Združenih državah, vidimo različico iste senčne vojne, ki jo Izrael bije že desetletja. Izrael se je že davno naučil, da iranskih jedrskih ambicij ne bodo ustavili govori in resolucije. Ustaviti jih je bilo treba na skrivaj. In zdaj Združene države Amerike ugotavljajo, da so isti nasprotniki, s katerimi se sooča Izrael, pripravljeni iti daleč preko Bližnjega vzhoda, da bi dosegli svoje cilje. To ni regionalni konflikt. Nikoli ni bil. To je globalni boj za tehnologijo, obveščevalne podatke in ravnotežje moči v 21. stoletju. In Izrael je že zelo dolgo na prvi fronti tega boja. Tako da, ne glede na to, ali se bo vojna nadaljevala ali ne, ta že nekaj časa poteka, medtem ko ameriški sovražniki tiho delujejo v ozadju. Gradili so zavezništva, ustvarjali dejstva na svetovni ravni in tiho onemogočali ameriške zmogljivosti, kar je bilo do nedavnega odrinjeno kot naključje ali teorije zarote. In največja svetovna velesila, Združene države Amerike, ne sedijo več križem rok.
Nova bližnjevzhodna karta se tiho riše. Po poročanju arabskih medijev ta teden je kralj Jordanije podpisal zgodovinski sporazum o najemu pristanišča Akaba z Združenim arabskim emiratom za 30 let. To je prvi korak v velikem regionalnem projektu, strateški železnici, ki bo povezovala Združene arabske emirate, Jordanijo in Izrael, vse do globokomorskega pristanišča, načrtovanega za Gazo. V ozadju je to trenutek, ko se dolgoročna vizija, o kateri izraelski voditelji govorijo že leta, začne uresničevati v fizični obliki. Koridor iz jekla, energije in trgovine, ki se razteza od Indije skozi Akabo pod nadzorom Emiratov in v novo upravljano Gazo pod ameriškim nadzorom. In tukaj je ključ. Nič od tega se ne more zgoditi, dokler ima Hamas nadzor nad Gazo. Ko predsednik Trump reče, da bo Hamas razpuščen, to misli dobesedno. Ker brez tega se celoten regionalni načrt sesuje. Osnutek, o katerem se razpravlja, je zelo drzen. Popolna razgradnja teroristične infrastrukture, prenos suverenosti v ameriške roke in novo obzorje za prebivalce Gaze, vključno s finančno podporo in možnostjo državljanstva v tretji državi. V tej viziji Gaza preneha biti varnostno breme in postane najvrednejše gospodarsko sredstvo v regiji. Končna točka trgovinskega koridorja, najnovejšega globokomorskega pristanišča na svetu. In to ni edina sprememba, ki se dogaja. Prav ta teden sta Združene države Amerike in Maroko podpisali sporazum, ki za naslednjih 10 let zagotavlja varnost Gibraltarske ožine, kar je še en del iste svetovne trgovinske arhitekture. Iz zgodovine se učimo, da velike sile rastejo na podlagi trgovskih poti. In kar zdaj vidimo, je tiha izgradnja nove, ki lahko Izrael spremeni v osrednje vozlišče vzhodne poloble. Ko se emiratski kapital združi z ameriško strateško močjo in izraelsko inovativnostjo, se zemljevid Bližnjega vzhoda prepiše. In če govorimo o Gazi, so ženske iz Gaze ta teden spregovorile o spolnih zlorabah in spolnem izsiljevanju, ki jih doživljajo strani Hamasa, o čemer poroča Daily Mail. Opisujejo, kako so vdove in razseljene ženske spolno izkoriščane, izsiljevane za pomoč in utišane strani Hamasa, medtem ko skupine za človekove pravice opozarjajo, da je lahko v nevarnosti več 10.000 ljudi. Pričevanja, ki prihajajo iz Gaze, razkrivajo, da teroristi Hamasa sistematično spolno izkoriščajo ranljive palestinske ženske in zahtevajo spolne usluge v zameno za osnovno pomoč, hrano in celo zatočišče. Pričevanja opisujejo pleninski sistem, ki cilja na vdove, razseljene matere in ženske brez moških skrbnikov, pri čemer žrtve Hamasa utišajo z grožnjami in izjavo, da so oni tukaj vlada in se morajo ženske za to podrediti. In to ni nov pojav. Politične aktivistke iz zahodnih držav, ki so prišle sem sodelovati na propalestinskih dogodkih v Gazi ter Judeji in Samariji, so v preteklosti večkrat poročale, da so jih arabski moški na območjih pod nadzorom palestinskih oblasti spolno nadlegovali in napadali. Več teh primerov je vključevalo tudi tuje novinarje, na kar so me opozorili, ko sem bil direktor izraelskega vladnega tiskovnega urada. V vsakem primeru so ženske zavrnile vložitev uradnih pritožb ali celo javno razkritje imen. Prosili so nas, naj ne izdajamo več novinarskih akreditacij tistim, za katere so trdili, da so zaposleni pri njihovih tujih medijskih organizacijah. Zanima me, koliko časa bodo potrebovale skupine za človekove pravice, ali ZN, da se bodo lotile tega vprašanja. In ali se bo prihajajoča flotila lotila tega vprašanja? No, če govorimo o flotili, ki je v nedeljo izplula iz Barcelone na še eno protiizraelsko potovanje proti Gazi, tudi to flotilo je pretresal spolni škandal, potem ko je bil eden od njenih woke voditeljev obtožen neprimernega spolnega vedenja do vsaj 3 prostovoljcev. New York Post je poročal, da je višji vodja znotraj flotile, član usmerjevanega odbora, torej najvišjega vodstvenega telesa organizacije, imel spolne odnose z več aktivisti med plovbo proti Gazi. Ne ena oseba, ne 2. 3 različne osebe so to trdile v objavi na družbenih omrežjih, ki jo je palestinska skupina Srce Filistine objavila v začetku tega tedna. In v drugih novicah iz Gaze je trenutna vojna močno zmanjšala razpoložljive odprte pašnike v Gazi, kar je povzročilo hudo pomanjkanje čred, ovac in koz. Poleg gospodarskega vpliva, številni lokalni moški iz Gaze izražajo frustracijo, da jim je Izrael dejansko odvzel priljubljeno kulturno, prostočasno dejavnost. Imeli smo še en teden, ko je bil Izrael v središču svetovne pozornosti.
ne le na Bližnjem vzhodu, ampak tudi v Evropi, Južni Ameriki in drugod. Začnimo z Evropo. V zadnjih nekaj dneh so številne evropske vlade, vključno s Španijo, Francijo in drugimi, okrepile svoje prizadevanja za uvedbo novih omejitev proti Izraelu. Ti ukrepi segajo od predlaganih omejitev orožja do diplomatskih pobud, katerih cilj je omejiti vojaško svobodo delovanja Izraela, pa tudi do usklajenega pritiska znotraj institucij EU. Naveden cilj je omejiti izraelske operacije proti terorističnim skupinam na njegovih mejah. Toda praktični učinek je jasen: preprečiti Izraelu, da dokonča delo in razbije organizacije, ki so nas večkrat napadle. In vredno je omeniti, da se te iste vlade soočajo z lastnimi notranjimi izzivi, politično nestabilnostjo, gospodarskimi pritiski in družbenimi nemiri. Bolj kot postajajo glasne kritike Izraela, več pretresov, kot kaže, doživljajo doma. In potem se na drugi strani sveta odvija povsem drugačna zgodba. Ta teden je Izrael praznoval svoj dan neodvisnosti. Med tistimi, ki so prižgali bakle na gori Herzl, je bil tudi predsednik Argentine, Javier Milei, aktualni predsednik države, ki je prepotoval svet, da bi stal na gori Herzl in počastil ponovno rojstvo judovske države. In predsednik Milei ni prišel sem zgolj zaradi simbolike. Med svojim obiskom je Argentina uradno označila IRGC in enoto El Quds za teroristični organizaciji, kar se je veliko držav izognilo storiti. Držav je, da s tem Argentina dodaja posebno moralno dimenzijo svetovni zunanji politiki. Poleg tega je ta teden v Izraelu podpisal 2 zgodovinski memorandumi o soglasju. Eden vzpostavlja celovit okvir za boj proti terorizmu med Izraelom in Argentino. In drugi vzpostavlja skupno sodelovanje na področju raziskav umetne inteligence in infrastrukture za superračunalništvo, tehnologij, ki bodo oblikovale svetovno gospodarstvo prihodnosti. Torej, na eni strani vidimo države, ki si prizadevajo omejiti Izrael in pri tem naletijo na težave. In na drugi strani vidimo državo, ki se odloča stopiti na stran Izraela in se vzpenja. To se po naključju ujema z nečim, kar je bilo zapisano že davno, dolgo preden je obstajala EU, dolgo preden je obstajala sodobna diplomacija, dolgo preden si je kdo sploh predstavljal katerokoli od teh vlad. Obljuba dana Abrahamu: blagoslovil bom tiste, ki blagoslavljajo tebe. Niti treba na silo iskati povezave, samo pogledati moraš svet takšen, kot je. Nekatere države se odločajo, da bodo pritiskale na Izrael in se soočajo z nemiri. Druge države pa se odločijo blagosloviti Izrael in doživljajo prenovo ter jasnost. In blaginjal. Zgodovina je ta vzorec že videla. S praznovanjem dneva neodvisnosti ta teden smo zaključili 3-tedensko obdobje, ki se je začel s pašo in končal z Jom Ha'atzmautom, našim dnevom neodvisnosti. Vse to medtem, ko smo sredi naše vojne ponovnega rojstva, Milhemet Kumah, vojne, ki nas dan za dnem opominja, da v vsakem rodu ni le zgodovinski izraz v Hagadi, ampak živa resničnost. Tako kot smo zapustili Egipt, smo danes poklicani, da preidemo iz suženjstva v svobodo, iz uničenja v obnovo. To obdobje nas uči pomembne lekcije. Ničesar ne smemo jemati za samoumevno. Od 7. oktobra smo bili priča čudežem, ki so vzniknili iz ognja. Prišli smo do popolnega razumevanja pomena naše neodvisnosti, darila, kupljenega s krvjo in pogumom naše izjemne generacije, generacije sinov Jošue bin Nuna in Kaleva ben Jefuneja, ki smo jo vzgojili tukaj v Izraelu. Vzporednice z biblično zgodbo so osupljive. Tako kot je 10 uglednikov poskušalo oslabiti ljudstvo in ga prestrašiti s tem, kar naj bi jih čakalo, smo tudi v naših dneh slišali grozljive napovedi o tem, kaj bi se zgodilo, če bi si drznili iti v vojno. A izbrali smo duha Jošue in Kaleba. Resnično, živimo v bibličnih časih. Danes, ko pogledamo tiste, ki so vstali, da nas uničijo, vidimo moč generacije zmage. Tisti, ki so nas skušali izbrisati in spodkopati našo pravico do življenja na tej zemlji, so se znašli pred železnim zidom, zidom vere in poguma. Teroristični stroj, ki je verjel, da nas lahko zlomi, se je razbil ob duhu izraelskega ljudstva. In kaj je ostalo od njih? Ruševine morilske ideologije, ki se sama vase podira. Medtem ko mi še naprej gradimo, sadimo in poglabljamo svojo povezanost s to deželo in utrjujemo svoje korenine v njej. Poraz naših sovražnikov ni le vojaški, je predvsem moralni in duhovni. Tako kot Jošua in Kaleb nista bala velikanov v deželi Izrael,
Tako tudi naši vojaki in poveljniki, pravi nasledniki Jošue in Kaleba, so pokazali, da nobena sila na svetu ne more premagati naroda, ki se vrača v svojo domovino. Tako kot ta vojak tukaj na sliki, ki ga vidite, nosi deklico na svojih ramenih, to je bilo v noči po pokolu zjutraj 7. oktobra. Dvignejo iz pekla Kivuc Kfaraza in z njo hodi proti varnosti postaje Alunit. Vojak je Jonatan Icak Samu iz Karnakula. Je sin Mošeja Enajleta, brat Beeri, Laviju, Tamar in Ahinoamu. In en mesec potem, ko je bil tukaj fotografiran, je bil Jonatan, ki se je boril z 202 bataljonom padalske brigade, hudo ranjen v Gazi. Zdravniki v bolnišnici Belinson so se borili, da bi mu rešili življenje, vendar ga niso mogli rešiti. Jonatan je že prej podpisal kartico darovalca organov in njegovi organi so bili presajeni 6 bolnikom v različnih bolnišnicah. Svojo smrtjo je podaril življenje 6 ljudem. Moški v 50 letih je prejel njegovo srce. Moški v 30 letih je prejel pljuča. Del njegove jeter je bil darovan deklici stari manj kot 1 leto. Ena ledvica je šla 10-letnemu dečku, druga pa moškemu v 50 letih. In tukaj je ganljiv posnetek njegove matere, ki posluša presajeno srce svojega sina. Jonatan je padel v bitki v severnem delu Gaze. Star je bil 21 let. Država Izrael je zatočišče in dom za Jude, ki so bili preganjani po vsem svetu. Rod za rodom smo vsi molili. Lešana babi Rušalaim, prihodnje leto v Jeruzalemu, tako kot Judje iz Etiopije. Jonatanovi starši so se priselili v Izrael. Jonatan se je rodil tukaj, odraščal tukaj in služil v padalski brigadi. Tistega groznega dne so on in njegovi tovariši rešili judovske otroke pred nacisti našega časa. Nadaljeval je z bojem in padel pri obrambi judovskega naroda. In tudi takrat je še naprej dajal življenje drugim. Te dneve neodvisnosti zaključujemo pokončno, zavedajoč se, da so tisti, ki so si želeli našega uničenja, doživeli svoj konec, medtem ko mi skozi bolečino in izgubo vstajamo, rastemo in zmagujemo. Večni narod se ne boji dolge poti. In ta pot nas vodi k popolni zmagi, zmagi svetlobe nad temo, ponovnemu rojstvu nad uničenjem. Res je, kot sem rekel, živimo v bibličnih časih. In njihov konec je večna zmaga ljudstva Izraela. Operacije vojne z Iranom so poimenovane Rjovenje leva in Vzhajajoči lev, ki so se zgodile lani. In tukaj v Izraelu nosimo besede pesmi Altira Izrael. Altira, Kiguri Halovata, Veri Mishag, Mi Loira. Ne boj se, Izrael, kajti ti si levji mladič. In ko je lev zarjovel, kdo se ne boji? Sem Daniel Simon. Pridružite se mi spet naslednji teden v oddaji Straight Up iz studijev JNS TV v Jeruzalemu, Izrael.